Ja, telo se v bistvu samo razstruplja. To je mehanizem, ki je normalno prisoten in deluje na dnevni ravni, ampak seveda takrat, ko živimo na tak način, da ne uživamo dovolj kakovostne hrane ali smo izpostavljeni kakšnim toksičnim snovem, takrat je seveda treba razmisliti, da se razstrupljamo vsaj enkrat do dvakrat letno, če pa imamo kakšne zdravstvene težave ali res smo izpostavljeni recimo direktno kakšnim toksinom, posebej recimo tisti, ki imajo tudi take službe, ker so v kontaktu s težkimi kovinami, takrat seveda je treba razmisliti tudi o daljšem, ampak takem bolj počasnem načinu razstrupljanja. V bistvu veliko pasti razstrupljanja ni, če seveda razstrupljanje izvajamo pravilno. To pomeni, obstajajo različni načini. Če pa se lotimo recimo posta kot način razstrupljanja, takrat se je res treba dobro pripraviti, v bistvu prebrati kakšno koristno literaturo, posvetovati se s tistimi, ki so že veliko časa ali imajo veliko izkušenj na tem področju in se s tem ukvarjajo, ali pa se enostavno lotiti tega res počasi. Zaradi tega, ker učinki razstrupljanja so lahko izjemno dobri, ampak če se tega ne lotimo na pravilen način, takrat znajo biti hudi stranski učinki tudi zelo nevarni za naše življenje. Tako da, če se lotimo razstrupljanja tako, da spreminjamo prehrano, dodamo kakšne prehranske dodatke, ki so pri tem procesu izjemno priporočljivi, če se ne lotimo direktno posta, takrat ni velikih pasti, ampak pri postu res moramo biti pazljivi in dobiti kakšno dodatno informacijo. Kalček, naravno z okusom.